taka zanimiva stvar vajine zgodbe, bomo šli v to, je, da sta se spoznala in poročila mlada. In danes tudi precej takih parov vznika, ampak tako kot vidva, to delajo zato, ker vedo tisti, zakaj. Vedo, zakaj noter. Ne? Se pravi, dajte morda za uvod povedati, kdo sta Jelka in Juri Žnidaršič iz Brežic, tako majčkeno svojega ozadja, svoje zgodbe, čisto nekako iz začetka. Ja, zdaj, ko smo poročena, že 10 let, imamo 5 otrok, stari so 1, 3, 5, 7, 9. 5, Mirca, Jernej, Jožef, Jakob in Jan. Vsi smo na J, Jelka in Juri. Wow. To je bila tudi ena izmed stvari, ki naj je nekako prve te besede ali pa prvo spoznanje naj je potegnilo skupaj to, da smo oba na J, jih ta gesta. Sicer pa jaz sem inženir elektrotehnika, imam super službo, obkrožajo me sami super ljudje. Lahko narediš reklamo. Zdaj drugič. Jelka je pa zdravnica. Da. Specializantka. Da, medicina dela prometa športa. Tako da, ja, trenutno na kroženju. Stara smo pa 30 pa 33 let, 10 let poročena. Torej 20 in 23 ob poroki. Ja. Super, koliko sta bila pa stara, ko sta se pa spoznala? Jaz sem bila stara 17 let, 16, ne? V Tržišču na duhovnih vajah pri Slavkotu. Jaz sem pa 18. Jure je bil 18, ja, takrat sem se prvič videla, spoznala na tistih duhovnih vajah, ohranjala stike in to tako, da po duhovnih vajah smo se pogovarjala čist vsak dan, vsak večer. Ekala, gremo mečkam bolj podrobno, no? Dej, povejte, kaj je ta zgodba, no? Kaj se je zgodilo, kako je iskata preskočila, ne moreš kar skole in tega, no? Preskočila je glih s tem, okay. In to je pač. Pa niti ne vem, ki posebnega, ampak ne. Jelka mi je bila itek všeč, ne? To je prva stvar, ki je pač... To verjamem, ampak kako si ti ne rad všeč? Po telefonu. Aha, ne, čakaj, se pravi Tržišče, tam se še nič ni zgodilo. Ne. Aha, seveda ne. Tam je bil Slavkov Rebec, ne? Ja, okay. Pa so se v bistvu res vsak dan pogovarjala, vsak večer so se pogovarjala, Jure šel pa v Maribor študirati. Jaz sem bila pa v Ljubljani, jaz sem bila pa v Ljubljani na Škofijski, jaz sem s Črnomlja, sem Črnomaljka, Velokranka, Jure je tla Breščan, tako da videla sva se res bolj manj. Skoraj nič. Mogoče enkrat na mesec, 2-krat je bilo že zelo veliko. Ja, ta najna zveza bila res izredno nepraktična. Jelka je bila na Škofijski v Ljubljani, jaz sem študiral v Mariboru, ona je bila doma v Črnomlju, jaz sem v Brežicah. In enostavno smo držali to konstantno razdaljo, 100 km minimalno, ali pa 1 uro vožnje minimalno. In mene je to kar utrujalo, no? Ker je nisem mogel veliko videti, nisem se je mogel veliko dotakniti. Ne? In sem v bistvu začel te stvari ful ceniti. Ko smo se videla, sem res ful cenil to najno srečanje takrat. Sicer smo se pa res ogromno po telefonu pogovarjali. Takrat so bili še telefoni. So se one kartice nabrali vam? Ne, jaz sem že imel neko naročnino. Jaz tudi, sam so starši plačevali. Ja. Pa vem, da je bila na številka, ko si jo lahko imel dosti cenej, to je bilo že super. Tako da smo prišli na neke normalne cene. Ne? No. Ampak v bistvu, to je bila res ful pozitivna stvar, ki smo se naučili pogovarjati. Mislim, da ona je bila res prva oseba, ki si mi zaupal vse stvari. In tudi, ne vem, karkoli mnenja, vse stvari. In v bistvu tako veliko smo se razumela, da ko smo rekla, da če bomo kdaj slučajno midva se poročila, ne, in to, če se bomo skregala, bomo šla vsak v svojo sobo, vzela telefone in se bomo ziher lahko zmenila. In se bomo poklicala, ker če se kaj znala, se znala pogovarjati po telefonu. Okay. Tako da, ampak tega še nismo rabila. 10 let smo poročena, pa še nismo se poklicala po telefonu. Je pa res, da je bila ta najna ura klicanja po telefonu, je bila nič. Točno v polnoči. Kadar je bila ura polnoč, sem ponovadi pričakovala Juretov klic. Ja, to je ja, in pa še le, kada zdaj v tem časih, ko slučajno kdaj vidim, da je telefon nič, pa ga pokličem. Čeprav jih ne bi zavljala, pa če je zraven v sobi, ni pomembno. O polnoči ga pokličem, če sem vodna. Nostalgija. Bravo.
Zanimivo, zelo podobno, tudi najina zgodba, bila tudi, ampak ne bova šla za najino, ampak vajina zgodba. Ok, povej. No, sicer potem pa, če gremo naprej, že kar smo, potem je ta zgodba postajala malo bolj praktična, ko je Jelka po enem letu zveze, se pravi, si zaključila srednjo šolo, po 2 letih si zaključila srednjo šolo in je šla študirati in se odločila, da gre v Maribor. Iz Črnomlja v Maribor in to je meni kar nekaj pomenilo. To je imelo že vezo s teboj. Ja, to je bilo že sporočilo. Ampak takrat je bilo v bistvu, začela smo se bolj redno srečevati, dnevno. Ampak nismo se še vseeno skupaj vselila. Vseliti se pa niste želeli. Tako smo dali tudi naslov, ni se hotel preseliti. Ja. Pa jaz bi po mojem tle še popustila. A resno? Ja, verjetno bi. Če sem šla že za njim v Maribor. No, sej pa bi bilo še bolj praktično lahko, ne? Sej dejansko, pa še bolj, ljudje rečejo, bi se še bolj spoznala, ne? Bi bilo še bolj logično, ne? Ne, ampak so vsak v svojem študentskem domu, pol pa je bilo vseeno malo to, da bi šla nekako skupaj živeti. Pa moje sanje, itak kot punčka in vse, in deklica pol in dekle so bile vedno tista, sem poročila mlada, pred 20, z veliko okcetjo in bela obleka, pač tisti filmsko, ne. Ok, ampak dajmo še malo počakati. Zakaj si trmaro, dedi? Sem bil še ful mlad, ne, da bi se poročil, tako je bilo že malo prezgodje, že skoraj, ne, pred 21 ali pa ne vem, pred 20 leti. Ampak skupaj študenta, recimo. Ja, pa... To je bilo pa dokaj normalno, praktično. Dobro, praktično, vse smo bila kar dosti skupaj, ne. Ampak res, mislim, da smo, ne vem, bila smo 5 minut na razen, veš, ne. Sosednji bloki smo. Ja, študentskem, dosti blizu. Zelo praktično. Dosti blizu. Glede na 100 kilometrov, da to super. Ja. 5 minut peš, super. Vsak dan smo šli na kosilo skupaj. Bravo. Ja. Super. To pa izredno veliko hobijev, ne imamo skupnih. To smo že tudi takrat ugotovila, že ko smo se veliko pogovarjala. Ful podobne vrednote, zelo podobni hobiji, ne. Recimo petje je eno takih. To me je vedno povezovalo, petje. Vedno smo hodila k zboru, še vedno hodimo, ali k 1, 2, 3 zborom. Večinoma kar skupaj, ne. Tudi, ko smo že imeli otroke. Ampak te hobiji je res so ogromno povedali. Da ni, ker marsikoga hobije ločujejo. Ne vem, jaz hodim na nek šport, žena hodi na neke plesne, ne vem, malo pa aerobiko, pa nekaj taga. In to prihajajo neke ure v tednu, ki se ločuješ. Ločuješ pa se povezuješ z drugimi prijatelji. Ne vem, naj je pa to združevalo vedno. In se je v bistvu kar tako malo zgodilo, sta imela v narekovaju srečo oziroma blagoslovje. Ja. Da imamo oba dejansko iste hobije, iste želje, iste, tako pač. Oba smo dosti v glasbi, ne. Tudi pela smo oba tako v študentskem zboru, tako da smo skupaj na to hodila, na študentske maše. Ne, jaz sem tisti malo se hecal, pa sem malo provociral, ne, tako v tem smislu, zakaj ne. Ampak dejansko, jaz tudi mislim tako, no, mislim tudi mi, da se nisva hotela preseliti drug k drugemu, predno se poročiva. In ko imaš to mentaliteto, avtomatsko potem te to vabi v odločitev, ne? Oziroma odločitev za poroko, ne? Kot si ti že malo napeljala. No, jaz mislim, da najna zveza je bila iz izkusnega blagoslovljena, ker poznali smo se v Tržišču na duhovnih vajah. Vedno so bile te duhovne vaje, jaz sem že tudi par let prej hodil v Tržišče, predno je Jelka prišla, Jelka pa tudi druge stvari obiskovala, ne. In moram reči, da res ta zadeva mi je izredno spremenila življenje, ali pa bi rekel usmerila, no. Ne vem, kakšno bi bilo sicer življenje, če ne bi hodil v Tržišče, pa če ne bi se ukvarjal s temi stvarmi, no. Pa čeprav je to samo en teden v letu. To je tisti teden, ko ti napolni baterije, ko ti enostavno odpre neko vprašanje, o katerih nikoli ne bi razmislil. Nikoli se ne bi začel z nekimi vprašanji ukvarjati, kot takrat, ko imaš uro tišine, ko imaš neko gradivo, malo si pregledaš, se različna mnenja malo pokrešajo, potem kak dober duhovnik, kot je Slavko Revec, to razloži, ne, in zadeve postaje jasne, se začne pot usmerjati nekaj, ne. In tako je tudi najna zveza, ne. Posebnost takrat, ko si rekel, da je blagoslovljena, ne, je tudi to, da sva se zaročila tudi zelo hitro. Mi dva sva namreč imela za roko že po 1 letu najina.
skupne hoje oziroma zveze, brez datuma poroke. In da smo sam vedela, takrat se bova. In da sem sam vedela, da hočemo skupaj biti in takrat je Jure tako lepo rekel, da on si želi, da bi se zaročila, ker to vidi kot nek blagoslov najine nadaljne skupne poti. Da hoče imeti blagoslovljeno to pot. In so se pa naslednje leto v Stržišču zaročila prav z obredom. Je bil takrat Slavko, Neno je zaročil, sem se gor v tisti cerkvici, sva šla sam midva pa Slavko, pa Mirjam, ki je slikala. Tako da smo bili v bistvu sami in je bil prav lepo, prav pač isto, zabrala sva si berilo in evangelij in tako prav lepo, res lepo. Prstane sva vela oba takrat, ja. Zlato imam, ne? Srebrne. Niso bili zlati. Ja, srebrne. Ampak zaročni prstani. mislim, zaroka ni poroka, ne? Se pravi, tudi dopušča, da se razideš, normalno. Ampak zakaj ne bi poskušal, ne? Se pravi, že, ne vem, 1 leto smo bila skupaj, nekako je šlo v pravo smer, ne? Dajmo še Boga zraven nekako probati dati, no. Pa zakaj ne bi že od samega začetka začel s tem namenom, da pa bi, ne? A veš, te današnje lahkotne zveze za en cajt bomo videli, če bo, kar bo, pa tako naprej. Jaz pravim, ti moraš že začeti z namenom, da pač grem v vezo zato, ker trenutno mislim, da je to, če pač slučajno, ne, a veš, v tem smislu, da si naravnan na to že od začetka, ne, in tukaj pač vidva res očitno sta imela to naravnanost že od samega začetka, verjetno. Se je tudi res, da izredno dobro duhovno spremljanje smo imela tu, ne. Ja. Slavko Rebec, nekako, čeprav smo sam tisti en teden v letu se resno pogovarjali, pa še takrat je 30 drugih izraven, ampak on si je vzel, ne vem, 1 uro, če si je vzel, se pravi, v enem letu res 1 uro samo za naju, to nam je tako ogromno pomenilo, da je tisto njegovo mnenje smo slišala, ne. In tisto mnenje je bilo v pravo smer. Se pravi, sta bila tudi učljiva, že kot mlada, ne? Sta se pustila poučiti. Tudi sva čutila po mojem, da sva to rabila, no. Tako, ko je že rekel, to enoletno neko polnjenje baterij, da dobiš še malo drugega vidika, malo te duhovne hrane, to nama je obema že nekaj pomerno. Okay. In tudi še zdaj. Super. Bomo potem še malo več v to smer šli? Dajmo zdaj zgodbo naprej peljati, se pravi poroka. Taka velika z belo oblekco, ko si rekla. Tle zahotla me ja povedati, da tukaj so bile moje sanje, ne? Tudi moja mama se je pred 20 poročila in pač meni, da tiste, valjda, da bo tako poroka, ne. In pa sem v bistvu mogoče, sem hvaležna Juretu, da se on tudi hotel tako zgoditi poročiti, ne. Da sem jaz imela to možnost, da se poročim pred 20, da mi je to omogočil, da je bil on tudi za. Iz Juretove strani mi je pa vedno smešno, kak je rekel, da on je, kak ti rečeš, da si poročil iz praktičnosti. Jure je zelo praktičen človek, zelo, zelo realen praktičen človek, ne. In njemu teh 100 kilometrov tu, 100 tam, 100 tisto, to mu res ni šlo to prevažanje gor in dol. To mu ni pasalo. Ja, mislim, da poroka, ne, pač nekako sem vedel, da je Jelka za mene. Ne. Zdaj pač ona je bila takrat še 19, ne, 20, bo stara, okej. Malo je izven standardov, ne, tako izven našega sveta, ne, onkraj našega sveta, to je danes. To, ne, se pravi, tukaj pride vprašanje tisto, kar se bi drugi misli, ne, kako bomo zafunkcionirala skupaj, ne, kako se bomo financirala, ne, to je pač ena bistveno velika stvar, ja. Ampak recimo pri tem smo ugotovila, ne, da pač mi smo oba relativno skromno življenje študentsko živela, ne. Nismo nekih potovanj si privoščila, avta ni imel noben od naju, pač nekaj smo zaslužila, koliko, ampak pa štipendije smo imeli, samo 250 € in to, ne. In smo rekli, jaz s tem 250 € preživim, ne. Sam, ja. Ja. Pa ona tudi, ne. Se pravi, če bi skupaj bila, zakaj ne bi tudi skupaj s 500 € preživela, ne. Praktičnost. In se pravi, to je bilo okej, ne, ta finančna slika, ne. Bolje so pa sem še prednosti, ne. Se pravi, imaš vedno ženo ob sebi, ne. Tisto, ko je rad gledaš, ko je rad imaš skozi ob sebi. To je zelo praktično, ne. To je to, enostavno ti en kup organizacij ti gre stran, ne. Samo pozitivne stvari, ne. Pa zdaj ugotavljam za nazaj, ne, izredno super je bilo, ker smo
Se pravi, jaz celo 22 sem še star na datum poroke, ne? Jelka 20. V bistvu, nismo bila še fetik človeka, ne? To je rekel, ne? Super. Skupaj se oblikujete bolj. Jaz pri nama v bistvu morda malo obžalujem, poročila sem se pri njenih 22, pa mojih 24, glih te 2 let. Ti šmete. Ampak tako res smo pač nepraktično študentsko bluzili takrat, veš, tako malo, skupaj, veš, ampak ne zares, ne. To mi je všeč, da pač ne izrabiš teh 20 let, ki so lahko ful produktivna, ki si lahko pogumen za kakšne pametne odločitve, ki si lahko tudi ki imaš energijo v resnici, ne? Še malo neumen, ne? Tudi če malo neumen, ja, seveda. Ampak, da ne zapraviš tega za neko bluzenje po svetu, za neko žuranje, za neki trala, pol so pa sem še obžalovanja veliko. Se mislim, da žulovali smo tudi, ne? No, vse je super, ampak kot vidno, ne? Ja, skupaj, ne? V bistvu prva stvar, ki se nam je zgodila po poroki, je bilo poročno potovanje. To poročno potovanje je bilo svetovni dan mladih v Madridu. 2 milijona ljudi. Wow. Čist privatno. To je bilo čist zasedno, ja, zelo. Ampak v bistvu nismo bila edina Slovenci, ko smo imeli to za poročno potovanje. 3 pari smo se poročili na isti datum, pa šli smo na isto poročno potovanje. Ja. Hudo. Tako da nismo edino. Pa vsi smo bili tako mladi. Ja, vsi smo bili ful dobre, super. Ja, lahko se še nekaj poroke dotaknem. Prosim, dotaknem se. Ja. Najna ta želja po poroki je bila res pač tako ful močna, da mi smo rekli, da se bomo poročila kljub najni starosti. Pač se bova. In ko smo šla domov povedati majnim staršem, smo pač jih obvestila, pravim jaz, ne vprašala, obvestila, ker smo rekli, da se bomo poročila, da je financ nimava nobenih. Pač ni, ne. Imela smo za prstane pa za obleke. Tako, prstane pa obleke smo si kupila, in to je to. Zdaj, če bomo imeli ohcet, vas prosimo za pomoč. Sama dva pač ne zmoreva. Če ne, bomo imeli pa nek poletni piknik s čevapčiči z nečim, to, kar si pa z najnimi financami lahko privoščimo. Ali pa v ožjem družinskem krogu. Ne, da nama ni pomembno, si želiva seveda pač vašo pomoč in to, da imamo lahko ohcet, ne? Fešto, ampak če pa ne, pa midva se pač takrat poročila bova. In hvala obojim staršem, ne, tvojim in mojim za takrat finančno pomoč in vso organizacijo in vse, da sva imela možnost se poročiti na ta način, kot so vse takrat, ker sva imela res veliko ohcet z 200 ljudmi in je bila res fešta do jutra in nepozaben dogodek res. Ampak ne takrat ne po najni zaslugi. To je bil spet en blagoslov in Božji darnost. Jaz mislim, da tudi vidni starši so bili tudi ponosni. Itak bi bilo čudno, če bi si lahko privoščila. Ja. V bistvu bilo nekaj narobe, če bi si lahko privoščila. Zakaj ne bi, tudi, ne vem, jaz, ko sem bil kot študent, sem doskrat odklanjal pomoč staršev. Bom se sam nekaj, ne vem, bi me lahko kdo pelil v Maribor, pa sem šel z vlakom, pa ne vem, vse sem hotel sam nekaj si organizirati. Pa recimo pride moment, ko pa recimo pa sprejmeš pomoč, ne. Dobro, takrat je res izredno hvaležno, da se tako odvilo, ko se je, in smo skupaj zafunkcionirali in smo to zorganizirali. To je tudi ena izmed stvari, ko bi rekel, ko marsikdo, ko ga ti praviš, zakaj se ne poročiš, nijem denar za ohcet, brez veze. To ni noben izgovor. Se pravi, če se ti hočeš poročiti, se boš poročil. Pa poznam tudi primere, ko so organizirali poroko, pa so svatje si sami plačali vsak svojo večerjo. Pa niso darili prinesli, je pa nekaj simbolično. Pa da ohcet, ne. Ni to nek pogoj. Pa v bistvu res tudi vsaka čast staršema, da so prepoznali to in da so vam v bistvu stopili nasprot pri tej zadevi, ker morda bi bili pa kakšni joj, pa kak se pa greste, pa zakaj že zdaj, pa tralala, Vse sva jih tudi malo pripravljala na to, ne. No, lepo. To je dobro, da ste jih obvestila, to mi je všeč. Ne, jaz sem pač Atija manj pripravljala, ne. Vseeno sem 20 let stara, pa punca, ki gre od hiše, pa daleč, 100 kilometrov ali pač koliko že. In sem jo vedno pripravljala, da bom imel zeleno kravato na ohcetine. In kadar sem omenila zeleno kravato, je šel v luft. Bolje je bilo zeleno kravato. Ja, imel je zeleno kravato, jaz sem moj kupila. Ampak še nekaj. Ni pa samoumevno, da
je pa pusto, ker je pa moral imeti tudi zaupanje v vaju kot par in v tebe konkretno, ne, Juri. Jaz sem se z mojim tastom se res dobro razumem. No. Tudi jaz. Res, to se mi prav čudno zdi, tisti reki, tašča, ne vem kaj. Mislim, jaz sem super, res. Se res razumem, prav z veseljem grem v Črnomelj, pa mislim, k njim na obisk, mislim, to mi je res super, no, mislim, imamo dobre odnose, no, tako moram reči. Oboje stransko. Ja. Odlično, me veseli. Ja, se pravi, če gremo zdaj na vajno mariborsko študentsko življenje. Sem pa zelo vesel in hvaležen, da si to prinesla. Ja, če je kaj takega, da jaz kaj pozabim vprašati, pa morate povedati, povejte, ne, absolutno. Mimo grede, ne, prvič delamo tako v živo, ne, se zgodi tudi kakšna tehnična, ne. Kaj to zdaj gori ropa, ne? Nekaj malo ga gori, ok. Dobre, pustimo. Bomo zrihtali do drugič, če Bog da. Študentski life kot poročen mlad par. Kaj posebnega? Ja, preselila smo se skupaj. Aleluja. Ja. To že je mogoče mesec pred poroko. Ja, smo bili doma, ker smo zahtevali skupno sobo in pa smo itek zagrabili to prvo, ko smo možno je bilo dobiti, ker mogoče bi naslednja bila, ko mi čez par mesecev. Ja. Ampak tu sem imela sobo, potem so bili zraven pa še cimri. Ja. Študentski life. Super. Soba s cimri, ja. In nič, normalno smo furali. Prvo leto sploh, čist klasično. Sam to, da je pač k meni prišla Jelka domov, ne, vedno. Ali bo ti kmet? Ja, oziroma. En drugemu, ja. Smo pa vedno ohranila to smo si uredila pri mojih starših v zgori, pa še bilo večinoma. Pripravljeno kuhno smo kupila, pa spalnico smo si kupila. To smo imela neko svojo enoto. To smo tudi doma z najnim financami. Tako da smo, že takoj smo imeli svoj kuhno, tudi ko smo prišla za vikend domov. In to vedno smo imeli to željo, da bomo pač v Brecah si nekako se stacionirali. Ampak samostojna? Ja. Ste imeli kdaj vizijo, da bi šla k tvojim staršem stalno živeti gor? Ne. Ampak dokler smo študirali, pa dokler smo v Mariboru, dokler smo večino časa gor, se mi je zdelo neumno, da bi karkoli iskal v Brecah neko svoje stanovanje, ker za 3 dni super je bilo, ker so kot stari starši so tudi vnuke dobili, verjetno jih pač vsak stari starš rad vidi čez vikend, tako tudi pomerka, da smo našli mi na pevske vaje. Tako da to je res super funkcioniralo. Tako da drugače pa je tisto prvo leto, dokler še ni bilo Jana, je bilo pač navadno študentsko leto. Je pa malo presenetilo v bistvu, da bo prišel Jan, ko smo rekli, da mogoče od začetka še ne bi, da sem sva malo mlada, tako, ampak človek reče, kakšen človek obrače, Bog obrne to. In nas je malo presenetilo, Jan, ampak pogledamo zdaj, hvala Bogu, da je bilo tako res, da sva imela mlada najnega prvega sinčka in sva si pa vedno želela imeti več otrok. Hodila smo imeti tam 3-4 otroke, 4, sva se pogovarjala o 4. In tudi, kar so se odločili, je tudi, da ko se bojo enkrat začeli otroci, bojo na kupu. Ker mi dva imamo vsak pa čez brata in sestro, ki sta 10 let mlajša in v bistvu rasteš kot en edinec skoraj. Ja, nikoli se ne moreš se čisto uvijeti. Kazala se starostna razlika in smo rekli, da če bomo nekoč lahko imela otroke in če nam bo to omogočeno, jih bomo imela veliko na kupu. In res nam je to omogočeno. Jih imate res veliko? Veliki na kupu. No, bravo, ampak tam v študentskih letih v Mariboru so se rodili 3. Tako, ampak recimo Jan je bil prvi, ko smo bila še oba študenta. In edino, kar se je takrat pa spremenilo, je to, da smo šli živeti pa v družinski apartma, da nismo bili več s cimri, ampak smo bili mi 3 sami, smo imeli dejansko tistih 35 kvadratov zase, 28 kvadratov zase. Še vedno smo oba hodila na faks, zaradi ti si bil sicer že absolvent, si delal magistrsko, ampak... Jaz sem bil tukaj fajn prilagodljiv, da sem na faks šel takrat, ko je bila Jelka doma. Se pravi, da sem lahko štuko, da ni bilo treba nekega varstva iskati. Jelka lahko je malo hodila na faks, v bistvu. Novo rojenčkom. Jaz sem bila skozi na faksu. Takrat nisi nobenega letnika sfolila.
V bistvu parijano je bilo tako, da sem vzela tisto materinsko leto, to pomeni, da lahko narediš en letnik v 2 letih. Ne šteje se ti kot padec, ampak pač 2 leti ladeš en letnik in to zato, ker se je Jan rodil konec oktobra in sem rekel, da bom šel takoj prvi teden nazaj na faks. Imeli smo pač en tak predmet, ko mi ne bi priznali vaj, ne bi mogla izpita dela, dejansko nisem imela možnosti narediti iz tega letnika, zato sem izkoristila to materinsko leto. V praksi to pomeni, da padeš, ker vsi tvoji sošolci grejo naprej in na papirju ne padeš. Tako da to. Sem pa takrat vse drugo naredila, vse ostale izpite, vse razen tega enega, ker sem vedela, da ga itak nam mogla delati. Tako da pač tisto leto smo tako malo kombinirali. Jaz sem hodila na faks vse drugačne, Jure je bil prilagodljiv še. Ostale izpite sem se redno naredila in še vedno sem hodila na študentske maše. Jaz sem vodila študentski katoliški pevski zbor. Bili smo enkrat vaje, enkrat telemašo, tudi na vse fešte smo še hodila z Janom. In takrat so se naučila, da v bistvu tak mali otrok res ni ovira za karkoli. Z malim dojenčkom se res velik da, samo može biti sproščen. Moraš že mlad starš. Pa ne Zdaj, ko pogledam nazaj, se včasih mislim, oj, tudi Marija, kaj vse smo delali, ampak takrat je bilo super. In če bi šli še enkrat, bi po mojem standardni. V bistvu se je on rodil v najino družino, mislim, našo družino. In se je, v bistvu otrok se bi naj prilagodil, če je on tršil. On se mora prilagoditi. Zdaj pa mi služeni otroka, takoj, že v prvem letu, seveda, jasno, da mora otrok dobiti tiste stvari, ki pač jih res rabi. Zdaj pa, če bo on zaspal pod zvočnikom, namesto bo zaspal vsak dan v osmih v poslici, pač mi nismo tako starši, da bojo otroci vsak dan v osmih poslici. Pa tudi je bila fora... Niti ne pri prvem, ne pri petih. Prostite, prekinjam. Tudi je bilo zanimivo videti ostale študente najnih let. Jaz sem prišla na fešto z Janom, on je tam spal nekaj in ko se je zbudil, sem ga pač podojila in bo šel po vseh rokah. Vsi študenti so ga nosili, tako vsi veseli, ker imajo dojenčka na fešti. Dojenček je bil atrakcija povsod. In so ga imeli ful vsi radi in pač so velikrat prišli tudi tako k nama na obisk oziroma na vsa možna srečanja, samo zato, da so lahko malega dojenčka imeli. Da to je čisto tak res, študentski otrok je bil. Smo v živo, imamo tudi čisto konkretno vprašanje na to temo. Piše takole, gospod Žiga. Eno praktično vprašanje. Če se poročita oba kot študenta, so vaju starši dolžni še naprej preživljati in če želiš ohraniti štipendijo, morajo starši preživljanje notarsko potrditi tudi z zneskom preživnine. Vsaj sedaj je tako. Kakšna je vajina izkušnja na to temo? Spomnite to? Ne vem, ne spomnim. Jaz, kar se od prve spomnim, edin to, da sem se mogla pač iz Črnomlja izpisati iz tistega gospodinstva, pa upisati k njim, kot član njihove hiše. Aha, tu sta bila prijavljena pa tukaj doma v Brežici. Ja, prijavljena smo v Brežici, Mariboru sem imela začasno stanovanje. Jaz imam občutek, da ni bilo takrat takno. Nismo nič kaj posebej... Res ne. Ne veste. Prav, fair enough. Sem vprašam pač vprašanje. Ja, hvala za vprašanje, ampak res ne spomnim se. Se mi zdi, da se s temi stvarmi takrat nismo ukvarjali. Vem pa, da sta recimo kmalu potem se pa odločila za selitev v svoje stanovanje v Mariboru, ki ste ga šla pa tudi tako delno malo pomoči staršev, pa malo ob tem, da sta imela nekaj našparano, da sta ga dejansko šla kupiti stanovanje v Mariboru kot mulca. Ti si pa že začel delati. Ja. Recimo, ko se otrok rodi, ko postanemo oče, recimo, ko postaneš mama, vse moje spremeniš. Neko odgovornost takoj hočeš pokazati, oziroma moraš pokazati. In tudi v mojem primeru je bilo tak. In jaz sem takrat zaključeval magisterij, se pravi 3+2 bolonjskega, in sem imel neko možnost, da bi mogoče šel delati kot mladi raziskovalec, ampak takrat je bil profesor rekel, nimam glih dobre teme, bilo treba malo čakati. Je rekel, vi imate otroka, vi morate iti delati. In enostavno, on mi je to kar rekel, je rekel, sicer imam mogoče kako temo, ampak pojte reč delati. Pa mi je kar ponudil eno mesto na drugi katedri, na faksu. Vmes sem pa tudi jaz iskal, ker je kolega iz Maribora delal v Avstriji v eni firmi, pa je tudi rekel, to bi bilo za tebe dobro mesto. Mislim, sicer nisem imel nič razpisanega trenutno, ampak je rekel, edin napiš, je rekel, tudi nič šparati, šef je tudi veren,
Jaz sem pa takrat avtomatizacijo jaslic delal na polno v Brežicah, pa še neki na kmetijski tehniki, neke avtomatizacije. In jaz to veselo lepo predstavim, ne, na razgovoru. On, kako se to res vse ti delo, ne. Še niti nisem vedel to, kako se reče software, firmware, nisem imel točno razčiščenih vseh pojmov, ne. Jaz sem te stvari naredil, ne, dejansko. In v bistvu takrat so odprli delovno mesto za mene, ne. Ni bilo razpisa, ampak to sem res imel tako požegnano, neverjetno. Kdor jezika špara, kruha strada, oziroma neka taka proaktivna drža. Beseda ni konj. Beseda ni konj in tako naprej. V bistvu sem imel odlična naravnanost. V Avstriji fora je bila ta, da sem imel glih na isti termin razgovor, ali bi šel na faks v Maribor kot asistent, ali bi šel pa tehnični sodelavec, no. Ali pa v Avstrijo. In potem sem se odločil, če grem v Avstrijo takrat na razgovor, če ne bom še samo probal. Tam in v bistvu to je bila prva prošnja, ki sem jo poslal in je bila uslišana. No, to je pa že še blagoslov. To je res blagoslov. Ampak je pa res, da sem se pa 1 uro vozil službo, 1 uro iz službe, se pravi 10, pa tudi od ponedeljka do četrtka smo delali malo dlje, da smo v petek malo prej prišli domov. Se pravi, mi ni bilo skoraj 12 ur doma, ne. 11 do 12 ur mi ni bilo doma, ne. Sem šel pol 7, sem prišel 6 recimo domov, ne. In to je pa res en tak čas, ko bi lahko začeli jamrati, ne. Jelka je z 2 otrokoma že takrat, oziroma prvo leto bo še 1 otrok, pol pa 2, pa 3. Se pravi, mogla to furati, ne. In v bistvu je bilo tam kar težko takrat, ne. Ampak da se vrnem nazaj, ko si tisto stanovanje omenil, takoj, ko sem šel v službo, smo mogli iti ven iz študentskega doma, ne. Zato, ker je zaposlen, ne, ni več študent. Jaz, ko smo mogli iti, ko je on končal faks, meni študent. Enostavno življenje te ide naprej, ne. Se pravi, jaz sem že tudi imel boljše dohodke, jasno, tako da smo šli takoj v najemniško stanovanje, ne. To je bilo 1 leto. Potem sem pa, jaz nisem niti malo razmišljal o nakupu stanovanja, recimo, ne. Sem rekel, to ni do mene, s krediti malo pa take stvari, to nisem, sem še premlad ali pa kakorkoli, ne bo, ne. Ampak je pa tudi bila najemnina nezanemarljiva, ne. In potem smo se doma enkrat pogovarjali, pa mi oče rekel, kup stanovanje, ne. Ko si nor, ne. Pač kup, ne, mislim, probite dobiti kredit, ali kaj, pa sem rekel, ne bom jaz kredita imel. Pa mi je rekel, normalno je to, vsi pač večina jemlje neke kredite, ne. In pa smo res, smo vprašali. Si malo izračunala, pa rekla, probamo, pa smo dejansko, mislim, smo probali, ne, smo dobili neke ponudbe, moje stanovanje pogledala po Mariboru, kjer so prodajali in smo res za ful dobro ceno dobila, ne. In res vzela tisti kredit, ne. Šlo je sicer moje pol plače za njega, pa še vedno je ostalo to sveč, ko smo imela prej, ne. V Avstrijo sem hodil službo, to je bila okej plača, sploh za začetek, je res super, ni mi nikoli žal, da sem šel v Avstrijo. Je pa res, da nisem imel namena za večno iti v Avstrijo. Že od začetka, že tista želja najna, da bomo šla v Brežice, še vedno je bila živa, ne. Tista neka vizija, ki bi se vidva rada stacionirala. In ob vsem tem, ne, se pravi, ob tvojih službenih odsotnostih, ob tvojem študiju in temu, da si imela doma otroke in tako naprej, si mislišmo, ne vem, a sta vidva klicala mene ali kako je že bilo v glavnem. Nekdo mi je povedal, tam sta 1, 2 mlada norca iz Brežic, ko bi imela še zakonsko skupino, ne. In potem smo se slišali po telefonu in se rekel, wow, ful dobro in tako že pač, takoj smo se pokonektali, se mi zdi tako, no. In se je res videla, da imata, da vam še kar ostaja energije za nekaj dajati naprej, no. To je bilo meni že takrat fascinantno, no, tako da, kak je pa ta zgodba šla? To mariborsko zakonsko lovišče, tako da midva, ko smo se res tako mlada ženila, ne, nismo imela nekih kolegov poročenih še, ne, in v začetku nismo še o tem razmišljala. Pol čez 2-3 leta, ne, oziroma ko smo midva že imela 2 otroka, so se še ostali začeli poročati, ne, tam okoli 25 leta, ne, 26, in nas je bilo vse več teh poročenih parov in zato je pa prišla v bistvu ali najina pobuda ali pač celotne skupine najinega kroga prijateljev takrat,
je prišlo nekaj, pa dajmo imeti zakonsko, ne. Smo rekli, ok, ne, da bomo nekaj vprašali. Pa boste videla prevzela, ker ste najstarejša. Smo rekli, pa nismo najstarejša, ne, smo isto stari, ne. Ampak dejansko po tej poročenosti, po otrocih, pa to smo pa res bila tam. A ta mama njim, ne. Dejansko smo takrat poročena med 3-4 leta, ne. 4 ali 5 let, nekaj takega. Z 2 otrokoma ostali so bili pa frišno poročeni, ne. Od tistega poletja, pol oktobra smo začeli pa zakonsko, ne. Pa da smo, po stažu smo bila, ta mama takrat. Pa smo jaz sem verjetno malo poiskala, kako pa kaj. Pa sem se kontaktirala, ne, da bi nekaj probali. In ta mariborska zakonska še živi. Midva so se pa preselila, kada smo predala naprej in še lepo laufajo in še vse več parov. Super, hvala Bogu. In vama, ne, da sta bila pripravljena to, da je naprej, ker zdaj sta pa že v Brestih, ne? Ja. Domače rečemo tukaj v Brestih. Hej, super. Tako ogromno enega, danes rečejo, pozitivnega pogleda na svet, vidim pri vama, ne? Odkot to, no? Mislim, ne, praviš, bila začela jamrati, ne? Ampak niso, ne? Ali sta kdaj tudi pojamrala? To me zanima. Pa tudi, seveda sva kdaj, verjetno, ne? Ok, dobro, sta človeka. Sma. Seveda pride moment, ko jamraš, pa se ti ne da, pa si utrujen, pa ne zmoreš, ne? Ampak zato imaš pa takrat drugega. Ko te pa malo dvigne, pa reče, pa si ni tako dole, sej jutro bo boljše. Pa mislim, vse imela smo probleme, mislim, kdo jih nima, ne? Kdo nima problemov, itak ima vsak, ampak je pa to recimo ena stvar, ko bi spet rad poudaril, ne? Recimo pred poroko smo se ogromno pogovarjali po telefonu. In potem smo se pa vozila vsak vikend v Brestce, ne? To je slabo ura pa pol, ne? Ko so otroci večinoma spali. Domov smo šli v petek takoj po vrtcu, pa še, mogoče še predno so šli spat v vrtec, recimo, no. Pač so ponovadi itak pospali, nedeljo pozno zvečer, ne, v 8 smo šli z Brestca ali pa v 9 celo. Da so spali. In smo se imeli tisto uro po pol, petek pa nedeljo, in res smo se pogovarjali. Spet, ne vem, plane, pa kaj si misliš, pa ono, in res tak, fajn pogovor, no. Podobno kot po telefonu. Vedno neke take stvari, nekaj izpostaviš, predebatiraš. In vedno smo se orientirali nazaj na, se mi zdi, na pravo pot. Pa se mi zdi, da vedno te stvari, ko sem že prej izpostavil, ne, stržišče, ne, to so take stvari, pa potem smo šli na diževe seminarje, ne, pa na teden za družine. To je res tistem teden ali pa tudi če sam vikend, ne, ko je družina že težje spet organizirati varstvo, ali pa probaš nekaj skupaj z otroke, ne, tako je teden za družine dižev. To je spet ena taka stvar, ki te resetira, ne, ki ti spet odpre neka vprašanja v malo globjem smislu življenja. Ne. In potem se vidiš, da brez veze se ukvarja z nekimi brezveznimi problemi. Pogledaš, ne, ali je ta kozarec pol poln ali pol prazen, vidiš, da je pol poln in greš naprej. Ne. To je najna filozofija. Ok, ampak dobro, to je lahko filozofija v nekem splošnem smislu, ne. Tale gospa Veronika zelo dobro piše, ne. Mene zanima, Jelka, kako si zmogla, ne? Faks in majhne otroke in 12-urne odsotnosti moža. Si imela kakšno pomoč? Kaj pa potem, ko si šla v službo? Ja, Maribor. Jaz sem rekla tako, hvala za vse super kolege v Mariboru. Jaz sem takrat vodila 2 ali 3 leti ta katoliški študentski zbor Vdih. Imela sem takrat 2 otroka in redno sem delala faks. To je potekalo pa tako, da sem naredila Google koledar. V Google koledar sem unesla ure, kdaj imam kaj, ne vem, ponedeljek od 10 do 12, od 4 do 6, pa sreda je bila od 8 do 12, pač kakorkoli, poln koledar in poslala vsem tem kolegicam. Vsem celemu zboru pa še komu. In dejansko so punce hodile čuvati naše otroke in nisem niti enkrat manjkala faksa zaradi otrok. Na faksu večinoma sploh niso vedeli, da imam otroke, pač tega res nisem marala izpostavljati tam, ne, pa ne vem, nekaj zdaj prednosti zaradi otrok leči. In res na vseh teh obveznih stvari sem bila, no, pa zdaj kako predavanje, da sem spustila to, zdaj nisem obremenjevala drugih, ne. Potem v višjih letnikih so bile te predavanje zvečer, tako da je že Jure imel otroke, da sem bila ponovadi pol od 6 do 9 na faksu. Ampak ja, je šlo, no. Je pa res, da če bi
v tistem času, ko gledam, zdaj bi res lahko pustila vse, pa bi rekli, malo otroke, malo družino, bom doma gospodinja, to je to, ne. Jaz sem si res želela delati ta faks in tudi sva se že dogovorila takrat, da boma nekako zmogla vse. Jaz sem pa to ta karakter, da ko nekaj začnem, čutim neko občutek dolžnosti, ne, pač, če sem šla na faks in če je to nek moj cilj, bom tudi to naredila. Otroke bo tudi treba zraven imeti, ne. Ja, ne moram zdaj, pač, in sem hotela delati faks in otroke. Ja, današnji čas, pa današnji mladi, tako se mi zdi, da smo, ali pa jaz nisem več tam, ampak so zelo takšni, da bi čakali na neke idealne okoliščine, ne. Jaz imam res rada službo, no, meni je res lepo v službi, pa ne, da mi ni lepo doma. Se počiješ, Tam imam 40 ljudi, pa je manj ne, ampak rada imam delo, no, rada imam svoj poklic in rada tam sem z ljudmi in všeč mi je to ambulantno delo, ko imam ta pretok ljudi, no. In tudi doma mi je fino, ampak jaz sem dejansko samo na 2 porodniškah, ne, pri 4. pa 5., ko sem že bila zaposlena. 3 otroke sem imela med faksom. Tudi delodajalci niso preveč trpeli. Ja, tako. Da sem samo na 2 porodniškah in od teh 2 porodniškah sem ugotovila, da nisem mama narejena za biti doma. Da definitivno ne morem pustiti službe in reči, da bom pa doma, imam 5 otrok in bom gospodinja. Sam pač, to sem jaz in moj karakter. No. In tudi sem zdaj pri 5. otroku vzela sam pač teh 12 mesecev porodniške, čeprav mi pripada 14, ne. In imam te 2 meseca nekaj šparano še za porabiti. To točno, tako jaz sem še očetovskega meseca pa. Ja. Gre, z organizacijo to so, gre. Je res, da spustiš standarde na faksu, ne, niso zdaj cilj 10, cilj je narejen izpit. Okay. Če je več, toliko boljš, ne, ampak bom rekel, sem kar ponosna na svoj izid faksa in ocene in kako je to vse šlo. No. Ok, super. Je pa res, če lahko še, ne? Ja, tle ogromno božjega blagoslova. Tukaj si imela eno prav posebno zgodbo z enim božjim dotikom, recimo, ki bi jo prav v zvezi s tem rad, da jo izpostaviš, če lahko. No. Ko smo se pogovarjali, si rekla, takrat sem pa res čutila ta blagoslov tako Tukaj sem padla letnik. otipljivo, ko si kao padla letnik. Ja. No, da te pač Bog tudi malo prizemlji, ne? Od tistega, ko vse gre, imam otroke in furam faks in vse, okej, ne? Pol pa padeš letnik, ne? In padla sem 4. letnik, zato, ker nisem imela izpita iz 2. letnika. Izpite iz 4. sem imela vse pokrite, ne? In sem padla pa še tisto avgustovski rok in res mi ni bilo fino, ne? Pač, kaj ne zdaj 1 leto doma delam otroke, imam jaz moram čim prej končati. Ne, kaj ne 1 leto delam v Mariboru, zdaj tam sama, mislim, če najnin cilj je to, da gremo v Brezce domov. Pač takrat sem malo bila tak, Bog, zakaj ne? Zakaj glih jaz? No, mislim, vse mi dobro gre, da sem pridna, zakaj glih jaz, ne? Ampak takoj druga misel mi je pa bila, pač to je tudi moje vedno prepričanje, da Bog ima vedno nek namen. Za vsako stvar, in za dobro, in za negativno, ki se ti zgodi, ne? In pač samo v tistem trenutku pri negativnih stvarih ne veš, zakaj, zveš poje, ne? Tako da ja, pač pisala sem se še enkrat pol 4. letnik, ampak jaz sem hodila kar na vsa predavanja, na vaje, na vse od 5. letnika. S svojimi sošolci sem šla naprej. Mislim, kaj ne delam v 4. letniku, če je narejen? In sem hodila na vse od 5. in ta pač, ko me ni bilo na seznamu spodaj, jaz sem se vedno podpisala spodaj. Pa če je profesor vprašal, zakaj, sem rekla, ne vem, niso me na printer, pozabili so, ne vem, pač hodila sem se. Tvoje je bilo pa za čuda razpisan rok od tega izpita, ki ga nisem naredila novembra. Ni bil nikoli razpisan novembra, januarja so izpiti, ne. Ali da sem se prijavila, sem šla, ampak jaz sem pripričana, da mi padla. Jaz sem imela občutek, da bom izpita nimam pojma, ampak nekaj očitno sem napisala, ker se je tista 6 tam pojavila na internetu. Tudi je bil prvič izpit brez ustnega. Je pisalo samo ustnih ne bo, pisni je dovolj. Samo tako, prav, v redu, izpit je narejen, v redu, Bog, hvala. Ne me sprašati, kako izpit je narejen, super. Na roku, ki ne obstaja. Na roku, ki ne obstaja, ja. In sem šla v referatu vprašati, jaz sem zdaj vse naredila, sem nazaj, če lahko 5 letnik delam, ne. So rekli, da lahko, če dobim, da njihovo soglasje sem pa dobila, ne, od referata, ampak moram do vsakega profesorja posebej dobiti dovoljenje, da mi dovoli upravljati njihov predmet, ne. Sem šla do vsakega, večinoma so mi rekli, da ja, vsak je vprašal, čakajte, pa se smo decembra, ne. Ste hodili vi, kaj sem rekla, ja, sem vse, lahko gledate, imate vse podpisano, ne, posko sem bila zraven.
Tako da so mi dovolili vse, na hitro sem naredila seminarske za nazaj, oziroma so se mi pač nabrali v januarju za vse pač predmete. In dejansko sem odnaredila cel 5. letnik, in zadnji izpit sem še celo junija imela, ne avgusta, in naredila 5. letnik, ne da bi bila kdaj upisana njega. Ne. Tako da sem šla iz 4. v 6. po papirjih. Po papirjih sem šla iz 4. v 6. In tisto leto bom rekla res tako, božje leto, ko te pri zemlji, ko vidiš, da nisi zdaj tako vse mogoče in ko si ti misliš, da si ne, da ti kar vse fura tvoje življenje, da pač ne, ampak ti je pa dana neka možnost, ne, to je tisto, ko se ti vrata zaprejo, se ti okno odprejo, kako ne me vprašati, kako pač je bil tisti izpit, ko ni bil nikoli in so bili profesori in vsi tako prijazni, da so dovolili, oziroma je bilo po eni strani vse, ne, študent gore, pa to tisto je podpisal verjetno, no. Tako da, jaz sem v tistem letu res čutila neko božjo previdnost, res. Ja, da Bog res pripravi pot tudi tam, kjer izgleda, da je ni, in da ni treba tebi skrbeti za vsako podrobnost naprej. Sem šla pa, takrat so že bili 3 otroci v 5. letniku, sem šla pa velikokrat na izpit v stilu, ko sem hodila do faksa, prejšla neka Bog, tle sam še ti rešiš zadevo. Jaz, koliko sem naredila, verjetno ful premalj, ampak ti si zdaj tu na vrsti. Okay. In je večinoma bilo, no. Saj nisem vseh izpitov prvo naredila, to sploh ne, ampak na koncu je bilo. Mislim, da je to pomembno, recimo tako vedno prosiš Boga, da mi pomagi, ne, to pa to. Da je izredno pomembna nota to, da se zahvaljujemo. To je izredno, tako nam dvigujemo, da ne prosjačiš samo. Lej, hvala ti Bog, da imamo, da smo to, kar smo zdaj, da se lahko, da ne vem, da pač smo zdravi, da so otroci zdravi, da imamo pač take stvari, ko se ti zdijo samoumevne, da se res zahvali za to, da se začne zavedati, da to imamo, da ne razmišljaš o tem tistim, česar nimaš. Ja. In to je ta kozarec je poln, čeprav že ni, ampak je pa 20% poln. Ja. Super. To. Počasi se bližamo koncu. Dajte povedati še to zgodbo, kako pa se je potem zgodilo, da sta prišla v Brežice. Tukaj pač je tudi en velik pogum, zdaj ste že v svoji hiši. Vzeli ste pa, spet ti Bog pripravil nekaj neverjetnega, ne? In videla sta imela pogum slediti temu klicu, no? Ja. Še mogoče za zaključek. To je res ena taka, to pa še mogoče najboljša zgodba, ko se nam je res zgodila. Mi smo bili v Mariboru, tisto stanovanje še niti ni bilo odplačeno, ampak ta želja je bila. Ne? In potem res en izmed teh petkov, ko sem vozila domov, je pa Jelka, nisem nikdar bila točno prepričana, koliko še je s faksom, koliko še res moraš ti kroženje, ne? In potem je to Jelka enkrat lepo se preverila, kje lahko dela kaj, ali moramo še v Mariboru ostati več časa, da bo kroženje, pa specializacija, ne? No in pa to ugotovimo, da mi bila šli naslednje leto v Brežice, ne? Se pravi, da nima ono več v Mariboru obveznosti fiksnih, ne? In to je bil prvi trigger, ne? Zdaj imamo priložnost, ne? Ampak jaz služba v Avstriji, ne? To je bila prva misija nemogoče za mene, prvo službo dobiti. Misija nemogoče iz Avstrije dobiti službo v Brežicah za inženir elektrotehnike. Nisem hotel se nekam daleč voziti, se nekoli pol ure se vozim, maksimalno, ker že vem, kaj pomeni, da se 1 uro na dan, oziroma 2 ure na dan voziš, si na cesti, ne vem, čakaš, da se nekaj v tebi zaleto, ne? Namesto, da bil doma z otroki. Otroci bojo zrasli mimo mene, stari bojo kar naenkrat, 15 let bojo šli za sebe, jaz pa bom se začel zavedati, da sem imel otroke. To se je začelo meni dogajati. In takrat sem začel pa iskati službo. V Brežicah sem rekel, plača bi lahko gre na toliko manj, to so neki pogoji, zdaj pa gor imam za nedoločen čas, bom iz tega izhodišča štartal, pa bom videl. In kaj se je zgodilo? Prvi dan, ko sem iskal službo, najdem prosto delovno mesto 500 metrov stran od hiše. To je bilo znamenje, ono prvo. Smisel, wow, ne? Kličem razgovor,
vse v pozitivno smer. Sploh sem se pa še rekel, čak malo. Sploh še nisem drugi stvari preveril, ne? Aha. In pol v bistvu sem še našel še 2 službe, sicer v rangu 10 kilometrov, ampak pa sem zbiral, ne? Dejansko sem zbiral. Wow. Glih tukaj, da nisem še vprašal, koliko bi imel plače. To nisem, ne? Ampak na ta način sem jaz iskal. V bistvu delal sem dobil, pač dejansko sem jaz ponudil, kaj bi delal v tej firmi, ne? In so bili dejansko, tudi sem praktično dokazal, da znam te stvari, ki jih ponujam, ne? In dejansko, če ne bi jaz tega ponujal, bi oni začeli čez maksimalno pol leta iskati tega človeka. Jaz sem bil tega pol leta. Pravi človek za pravo stvar, v pravem času. Ja, in to se je zgodilo, imeli smo se to februarja. Se pravi, najprej si ti službo iskal? To je bil prvi pogoj, da gremo mi brez. Tudi če živimo še pri naših, pri mojih starših, pač je drugotnega pomena štalica oziroma neko svoje stanovanje. Tudi gor imamo kuhno svoje, tako da bi rekel, neko to osnovno odločitev gospodinjstev bi zagotovili, ne? In dejansko sem tam v parih mesecih dobil službo. Tako da so dejansko me še pol čakali, ker sem imel odpovedni rok v Avstriji, neke projekte dokončati. Sem hotel tudi čim bolj pošteno zaključiti moje delo v Avstriji, pa sem potem se prestal. To je bilo res izredno božja pozornost. Sem to čutim v tem. Druga stvar je bila pa potem hiša. Smo pa normalno pač začeli spet iskati. Smo rekli, ok, to stanovanje bi prodala, pa bi, ali pa mogoče parcelo smo že imeli našparano, pa potem bi počasi začeli neke načrte, pač kakorkoli bi že bilo. Ne? In to pa v bistvu še bolj hitro potekalo. Nismo enostavno mogli obvladati te situacije. Pol leta se nam je življenje spremenilo totalno. Ne? To je bilo pa, ne vem, smo iskali že par parcel in pa je Jelka bila kriva, ko se je na eni fešti malo preč pogovarjala. Ne, spet beseda ni konj. So se gospe malo pogovarjali, so rekli, mi pa rabimo nov avto, ker je spet noseča, zdaj bomo imeli 3, ne? Oziroma, ali kak je bilo? Ne, 3 smo že imeli. Torej pa, da so me hetili, da boste imeli še en, da ne boste rabili večji avto. Ne, rabimo večji avto, mi rabimo hišo. Mi se selimo, mi rabimo hišo. In pa tiste znam, tako, ko je zraven mene stala, je rekla, res, pa mi prodajamo. Počakajte malo, grem jaz po Jure. In tam v sobota, v nedeljo smo šli mi pogledati to parcelo in čez en teden smo dali roko. In še bila vmes ena zgodba, ki jo je treba povedati. No, to je pa ta zgodba, da so naši sosedje Količeva družina, ker je oče Štefko, ko ga marsikdo pozna. No, oni so to hišo v bistvu vzdrževali na okolico in to, tako da so imeli v bistvu predkupno pravico. Kot sosedje, kot žlahta, tudi mi smo bili žlahta, ko so prodajali. Ampak potem pa jaz kličem Mateja, oziroma oni so povedali, dajte se zmeniti s Količi, ali bojo oni kupili ali pa mi. Če ne bojo oni, bomo lahko mi. Kličem Matejo, rečem, mi bi res prišli te živeti, to je pač to zgodbo malo povem, jo se ji razlagamo, pa rekla, bomo se mi s Štefko tam pogovorili. In pa res, čez par dni me spet kličem nazaj, je rekla, da smo ugotovili, da sta ona Štefko tam ugotovila, da dobri sosedje ne rastejo za vsakim grmom. In to je pač že povedal, da so nam prepustili to parcelo. In to je, mislim, pomenilo je 2 stvari. Se pravi, da oni že nas poznajo in nas spoštujejo toliko, da smo dobri sosedje, še predno smo njihovi sosedje. Druga stvar je pa to ona spodbuda, da zdaj pa res moramo biti res dobri sosedje. Ona res hvaležnost, ker res taka priložnost, če bi nam jo oni zavrnili takrat, ne vem, kaj bi bilo. Mogoče pač življenje bi šla mimo. Oni imajo 6 otrok, mi imamo zdaj 5 otrok, ulica živi neverjetno. To je res taka pozitivna, enostavno ne moreš biti slabe volje.
In vi ste se potem tam preselili v staro hišo, ki jo boste zdaj... Tista hiša je bila skoraj za podred, pa smo zinvestirali nekaj malega, pa zrihtali tukaj, da... V 10 dneh. Podne zamenjali, prebelili. To je bila akcija. Takrat, ko sem še star dopust iz Avstrije koristil, smo to delali na pohodu. In se takoj preselili in potem kasneje, zdaj pa imate ognje novo in ta gre. Zdaj smo tam. Wow. Števko, tam ste pa, vam je bilo dano eno dobro leto, če vem. Mi smo se preselili, ključe od hiše, oziroma parcele, kako ne rečem, tiste stare hiše smo dobili na Števko, torej sem ne. Wow. Tukaj smo dvojno praznovali. Oni so pač veliki vzor. Poslovni vzor, ne? Ko srečaš nekoga, pač spremljaš neko družino, pa neko zgodbo, tako, ki je dosti višje od naše, rekel, tako res se poskušaš približati temu vedno. Vedno se treba to iskati, kar je boljše od tebe. Ne moreš iskati nekih, ali pa gledati neke druge zgodbe, ki mogoče pač grejo v neko drugo smer. Nekakor se primerjati s tem. Jaz mi je dodalo, če smem, sem še tako razlagam, to je tako lepo pot vse, vse nama je kar dano, vse je kar bilo. Zdaj je bilo ogromno zmoljenega tudi. Bila, ko smo se odločili, da bi šli pa v Breste, da ima treba službo najdeti, in smo pa vsak večer tudi molila za dobro službo, da bi nekaj bilo. Kako konkretno, kaj ste molili? Čist. Zvečer, ko mi je bila vsak večer skupaj molima, zmoliva pač oče na zdravo Marijo, pa še vsak doda neke svoje misli. Ponavadi povema zahvala za tisti dan, malo refleksije čez dan, zakaj se zahvaljuješ, kaj prosiš za jutri. In o tem prosiš za jutri, ki je bilo še Bog daj neko službo, da se nekaj najde za naju. In isto pol, naj se nekaj pojavi ena parcela. In v vsašni nosečnosti smo tudi recimo pol vsak večer še za najnega dojenčka. Je bila še ena molitev za najnega otročka. In jaz pravim, da te molitve 9-mesečne so naredile to, da imamo dejansko zdrave otroke, brez problema otroke, ki so nam bile takrat dani, da smo lahko furala to vseeno. Ker jaz razumem, da to ne, da tako pot, ko imamo videla načeloma, ni možno z bolanimi otroci, z otroci, ki so po bolencah, ki imajo veliko težav. Pač mi dva z otroki nismo nikoli imela težav, zato jih pač tudi imamo 5. Imamo dve vprašanje na temo otrok. Večkrat ste omenila, koliko vama pomeni, da imate krasnega duhovnika. Ali kaj molite, da bi Gospod tudi katerega od vajinih otrok poklical v njemu posvečeno življenje, da dajete blagoslov, ki sta ga sama prejela naprej, če je taka Božja volja? Absolutno. Jaz velikrat rečem, mi imamo 4 sinove, pa 5 puncev. In jaz bi bilo ful ponosno, da grem za župnika. Ali pa 2. Ajde vsi. Jaz včasih tako rečem, vi kar molite, da bo ker od naših sinov župnik, samo ne preveč, da naj vsi 4. Dobro, iz te hiše, ko smo zdaj, je že en duhovnik. Metod Gorjec. A tako, iz te hiše je metod. Tako da pogoji so dobri. Dobro, bravo. Kako pa konkretno funkcionira družina z 7 člani, sprašuje Bojana. Se pravi, Bojana spravi. Koliko, verjamem, da si prizadevate čim več časa koristno preživeti skupaj, kako vam to uspe? No, fantje veliko skupaj šraufajo zunaj, veliko smo zunaj, vsi imamo veliko hišo, veliko parcelo. Non-stop si neki šraufa pri nas, se meni zdi. To pa ena izmed prvih besed, ki naše dete reče, je šraufal. Jaz ne vem, prej sparkovati pa mami je šraufal. Z Juretom sem veliko zunaj, non-stop si neki dogaja. Naši otroci smo to kaj idej, pa žagajo les, pa uno, pa kladbo, pa jaz kot mama že po stran gledam te prsti, pa čabli, pa kladiva. Te pa vsi uživajo. Pa jaz nisem nikoli se kaj posebej organizirano igral z otroke. Vedno pač iz nekaj dela, se pravi neko zaposlitev imam, jaz imam neko delo, ki ga treba narediti, pa ga pač delam sam, oni tam okrog, pride en, drug, tretji, nekaj probam narediti, nekaj mu pokažem, nikoli mu, bi rekel, vedno nekako puščam tisto možnost, da bo on tudi probal. Zdaj tudi če je štemarca, motorke zdaj ne postim. Štemarco pa tam mali lahko, nima si kje narediti. On lahko, ko smo hišo gradili,
Štemaj, tam ni problem, beton, štemaj, ni, res, take stvari, žago, ono ročno žago, imajo skrhano, to otroci delajo s tem. Zdaj, pač tudi, če se bo porezal, ne, hvala Bogu, če se bo porezal, pa da si ne v prst odrezal, to tudi prosim, ampak ne se zdaj poreže, pa ne zdaj pade, da se nauči padeti, ja. Tudi če gre po lojdri, ko smo, ko smo gradili, ko smo imeli prvi štuk, vse je gor zašalano, mreže so postale, jaz pridem gor k delavcem, se govarja tukaj o inštalacijah, ne vem, pač stvari, gremo gor na, se pravi, lojtra je bila, še ni prišla točno čez zid, ne, se pogovarjam gor z njimi in pride Jožef je prišel, ne. Tebi je, Ali je ne, 2 leti, ja, jer ne, 2 leti je bil star, on prije vladi, no sem gleda, on je bil gor na mrežah na prvi plati, lojtra ni bila še niti, je še manjkalo tak, 40, da je on se mogel še po cigli gor gledati. On je prišel gor, tam v nekih škorničkih, on je kao pa je, on nisem gledal, ja, otroke, ja, ne, mislim, se kao pič, tako na mreža se ne more, ne, kaj več. Okay. Mislim, včasih marsikdo si misli, da je to tomač, kaj jaz pustim, ampak jaz pa mislim, da boljš, da se zdaj pač naučijo, kaj jih čaka v življenju, ne? Se pravi, neki padci, neki tak, da se naučijo pol pobrati. To, če otrok pade, se bo sam pobral. V bistvu otrok pade z nizkega. To drugačko, jaz če padem z visoka. On pa pade z nizkega, kam pa bo? Je tako malo narejen, malo je gumijast. Ja, to že ti veš. Zato, da imamo, tako si vprašam, kako preživljamo skupni čas. Enostavno, čim več smo skupaj in delamo realne stvari, ne neke umetne zadeve. To, ko palačinke pečemo, jih pečejo vsi. Eno radensko, eno moko, eno jajca, eno mašino prežiga, gor dol, pol 2 pečeta. Pač je kuhna usrana, ja, je. Ampak palačinke so tudi pečene. In dobro. Pa vsi so čokoladni. Aha, ja. Ampak tako je. Super, definitivno je lažje kot z enim otrokom. Sigurno. Ja, s 5. Ja, jaz mislim, to ugotavljam pri nama. Pri nas. Zato, časovno je malo več. Oni se enostavno zamotijo med seboj in pa res je fajn to, da so majhna starostna razlika med njimi, da so povezani med sabo. Absolutno. Mislim, povezani po 2 pa 2, pa se fajtajo, pa tak stvari, ampak itak, to je normalno. To je normalno. Fantje so. Sigurno, enkrat smo malo računali, kak je časovno. Če imaš enega, ko je organizacija dneva, recimo, ko zrihtate otroka, eden rihta otroka, drug pač se rihta sebe, pa ne vem, mogoče kaj druga. Če imaš 2, je isto časovno, ker 2 rihtata 2 otroka, 2 osebe 2 otroka. Če imaš 3, je potem malo več, ampak ponovati je pa že najstarejši tukaj, ki da se sam z nekaj zna zrihtati. Se pravi, več kot 2 zrihtaš, skoraj ni nikoli. Zdaj, ta starejša 2 se zrihtata sama, ta tretji tudi skoraj, se pomamo še 2 in časovno nekaj kritično, ne vem, da bi bilo kaj razlike. Finančno pa tudi ne, recimo, kar se tiče oblek, te stvari, da bi vse tokrat 2 bilo, da bi rekel, da imaš enega, imaš ne, tuk, stroška, naslednji imaš pol, to daleč od tega. Ok. 2 zadeve bi še izpostavili skupaj, potem pa počasi zaključujemo. Prva stvar, kako vzdržujete danes duhovno kondicijo, kaj delate v duhovnem smislu, recimo na dnevni bazi ali pa na tedenski, letni, tako ne. To, kaj vam recimo v tem smislu zdaj zakonska skupina pomeni, pa mogoče kakšen tak vajn cukrček po 10 letih zakona, kaj sta spoznala, kaj bi rada predala naprej, tako malo za zaključevanje časa. Ja, tako sem že prej rekel, midva pač vsak večer skupaj molimo, oziroma najprej molimo skupaj z otroki, pa gremo midva dol, imamo celo pol ure tišine zase, in pa pač skupaj zmolimo, in ta večerni se pravi, ampak v to enoto šteta tudi zahvala in prošnja za jutri. In tudi zjutraj, ko se zbudimo, je v bistvu prva stvar, da se zahvalimo en drugemu, da sva.
Jaz sem vsako jutro rečem, pač hvala, da si moj mož. Wow, zelo lepo. Jaz sem res hvaležna, da je on moj mož. In to je prva stvar, ki mu zjutraj. Pa še rečeš mu to? Vsako jutro. A ti nekaj? Ja. Veš, kako je to fajn? Zdaj pa vemo, zakaj. Super, bravo. Itak, pač navadno hodimo v nedeljah k maš. To bi jaz sicer rekla, da si jaz zase želim več duhovnosti tukaj, ker sem organistka in vodim zbore in to je tumač preveč organizacijskega dela za tisto 1 uro. Preveč si vpeto dogajanje, da bi zdaj to mašo po mojem res nekaj začutil. Vsaj jaz to pogrešam, zelo redko, doživim mašo. In mi včasih bolj pa še iti ali čez teden, kar je redko, nam reka, da je velikrat, oziroma take maše, ko si nekje druge, ko je iz druge strani organizirana, takrat pač mi to res veliko pomeni. Na letni ravni so pa potem ta srečanja, ko je že Jure rekel, bile so včasih duhovne vaje, na koncu stržišče seveda, Jaz sem prej tudi drugam hodila, sem hodila v Kanjen dol, pa v Trebnje pa to. Zdaj pa diževi seminarji za pare, da greva skupaj, se trudiva vsaj enkrat na leto. To sem hotel slišati. Ja. Zdaj so na te internetni nama skoraj bolj pa še neka 5 otrok njihovo varstvo, da je že kar huda, ampak se je. Je pa res, kadar smo se prijavili na dižev seminar, sem bila pol noseča. Sem rekla, da se ne bo več prijavila, da bom stala noseča. Še na vse stala noseča, da ne gre. To me je že strah se prijaviti. To se me je že strah prijaviti. Tako da to so pa te zakonske skupine, smo pa zdaj trenutno voditelja naše Brežice. Ena pravimo mi, ki imamo 2 zakonske skupine v Brežicah. Se srečujemo pa enkrat mesečno, delamo pa diževem programu in imamo se super. Je res, da smo tudi ekipa, ki se poznamo že odprej. Vsi smo bili nekoč dejansko pevci pri Vivi. Wow. Skoraj vsi. Večina, bom rekla. Tako da se poznamo že odprej in smo se zdaj sam še združili. Pa všeč mi je to, recimo primerjavi z Mariborsko, ko smo imeli tam ata mama, tukaj smo res vsi isti. Isto smo stari, isto smo poročeni, približno imamo isto otrok in je... Meni osebno je super v tej zakonski skupini. Fajn. Ja, mislim, moram reči, da ne bojo poslušalci mislili, da smo neki orto kristjana, da neki orto moramo neki ful. Ne, jaz mislim, da to je dejansko malo. Tudi Maša sama, jaz itak tako je rekla, ne doživljamo to kot tisto mogoče, kaj bi res najmlajša bila, premalo. Se pravi, ampak jaz iščem to, recimo kristjani imamo to bolj doživljam kot neki ritem, molitev vsakodnevna, da ti se vsak dan prekiraš tam. Pa vsak teden, ko veš, da bo šel k Maši, točno veš, kaj te bo čakalo. Imaš tisto stabilnost, ko se vsak teden lepo tam sprekiraš. In potem spet začneš teden. Enostavno imaš predvidljivo življenje. To tako bi rekel, da mi zdaj tle sedimo. Sedimo in vemo, da smo tle. Ko enkrat pride potres, vsi vemo, je bil lani decembra, kaj se zgodi? Zgubiš se, totalno te zmeša, ker ne veš, kaj je stabilna zadeva. In to se mi zdi ful dobro pri kristjanih. To je fejstovo primenljivo. Maša, molitev, tako, čisto navadno. Povsem, trden temelj vere tudi, da veš, na čem stojiš, kakšen je tvoj svetovni življenjski nazor, komu verjameš. Morda pa tukaj kasneje tudi še kakšna priložnost za izboljšavo, ko veš, da lahko tudi rasteš pa v nedogled, v neskončnost v odnosu z Bogom. Tukaj pač ni prostora, da bi se kdaj nehal. Na unji strani. Lepo, zelo fajn. Dajte še par cukrčkov povedati za zaključek. Kaj ste se naučili v 10 letih zakona? Bom jaz povedal, zakaj meni Jelka reče vsako jutro, to, kar reče. Se ni čisto hvala, da si moj mož. Skoraj vsako jutro. Se mi zdi, da je najbolj pomembna ena taka zadeva, v Svetem pismu piše, naj sonce ne zaide nad vajino jezo. To se mi zdi, da je ena taka... To je tudi najno vodilo, res. Vodilo, ja. Jaz mislim, da ne more se v enem dnevu tukaj skregati, da ne bi se isti večer pobotil. V 2 dneh je že bolj težje, če se 2 dni nalagaš, je pa že težje skidati. Ampak v enem dnevu jaz mislim, da je
mislim, da je to dosti težko včasih, ampak ko se navadiš, ko veš, da ti je to standard, ne? Da ko greš spat, da imaš stvari razčiščene. To je odnos, v katerega je treba vlagati. Ne? Recimo imaš odnos s prijatelji, odnose, ki niso tako pomembni v življenju. Ne? Ampak odnos z Bogom, pa odnos z ženo, z možem, je najbolj pomembni, z tega je treba vlagati. Ne? Ker veš, da s tema dvema subjektom, ne z Bogom, pa z partnerjem življenjskim se ne boš ločil. To je tisto, ki raste skupaj, ne? Ta trikotnik, se pravi, ko se mož pa žena bližata Bogu, ne? S te strani se tudi drug drugemu približujete. To je to, ne? Se mi zdi, to je ena res tako pomembna stvar, ki res dajmo veliko težo. Druga pomembna stvar za nami je pa pogovor. To, kar sem že rekla, ne? Če se kdaj ne bomo znala pogovarjati, bomo šla vsak svojo sobo, bo se poklicala. In meni je všeč v teh vseh letih, kar se res tako veliko pogovarjamo, prej po telefonu, v avto, zdaj pa zvečer, ko grejo otroci spati na kavču, ali pa ne vem, kadarkoli imamo čas, sicer je to največkrat po kosilu, ne, ko pridemo oba iz službe, sosedama, pa se povemo vse na hitro malo, da se je zgradilo to tako ful dobro zaupanje. Ne. Mene ni strah povedati nič, Juretu, nič. Prav od tega, kaj si mislim o njem, ali pa da sem jezna ali pa karkoli, do tega, kako se jaz počutim. Jaz vem, da za nobeno moje osebno počutje na on zdaj ne bo ali čudno gledal, ali pa rekel, ti si nora, ali pa ti si čudna, ali pa karkoli. Ne. Ampak ga poslušajo in razumem. In meni je to noro dobro, no, da smo vseh teh letih s tem pogovorom uspela priti do te točke, da lahko poveva oba karkoli brez obsojanja drugega, kvečemu z veliko mero razumevanja. Pogovor je za naj ena velika zadeva, pomembna vrednota. Meni je tudi pomembno spoznanje to, pa tudi da to ti udejstvuješ, recimo, ko tudi poveš, danes pa ne boš me spravil v dobro voljo. To pomeni, ali sem jaz kriv, ali karkoli je, situacija je taka, da ona mi pove to, da bilo, kako se bom trudil. Da ni treba ugibati, kaj si ženska misli. Enostavno in se sprijaznim s tem, da vem, da nisem jaz kriv, ali pa da razčistimo tu, skomuniciramo, da razčistimo, kaj je problem. Moški bi vzel kriv do nas. Jaz pa sem taka, da rečem, danes je tak dan, vse te ženske težave, tretje službe, tak, ne glej me, ne pogovarjaj se z mano, sitna sem, pust me primer. Nisi kriv, ampak tako je. To je bilo danes pa, brate. Če priješ k meni dan. Še en cukrček. Ne, ta cukrček je. Veš, kjer je to... Ema še en cukrček. Ja, ta cukrček. Je to, da nismo imeli sužnji otrok. Ja. To mislim, da bojo poslušalci razumeli, kako hočem povedati. Je to, da ne usmerjajo otroci najnega življenja, to, kar mi želimo. Ne? Da tudi vejo, da so izjeme, ne? Če se gre nekam na obisk, pa če smo malo dlje, pa če smo na fešti, neki ne bomo šli zaradi njih, ker morajo oni spati, ampak pač bojo oni nek pospali. Tam, ja pač bojo. Ne, Rok to ve, ker on je moj bratranc, pa smo doskrat skupaj na fešti in pač ve, kak je srco, njegovi isti. Tako da, to se mi zdi kaj pomembno, no? Da se zaradi tega ritma, ki ga želiš zaradi otrok nekako privzgajati, da ne idealiziraš, tako kot sem že prej rekel, ko današnji čas idealizira, ne? In hoče imeti popolno tukaj, popolno tam na faksu desetke, otroci si poštirkani v nulo in ampak potem pa avtomatsko stvari ne morejo iti, ker pač ne grejo vse. Zato kaj se je preveč. Ja, no, vse. Ma se stih, da pač ne gre. Še imate kaj, zahvaljevanje za sebene stvari, molitev, to imate, ne? Kaj sem še ugotovila, recimo, da je to pomembno, da se znajo en drugemu zahvaliti za popolnoma osnovne stvari, ne? Ne vem, hvala, ker si to pošravfal, pa ne vem, hvala, ker si avto spucal. Hvala, ker si pokosil travo, ne? To so čisto osnovne življenjske stvari, pa ne vem, ker si pospravil spomivalca, ne? Ne vem, hvala, ker si tako lepo zlikala, pospravila stvari.
so čisto osnovne, običajne stvari, ki jih delava en in drug, ne, pač vsak svoje, imamo pač nekako ta pravila razdeljena, ne, ampak ki se v bistvu pričakujejo od drugega, da bojo narejena, samoumevna, ampak pač niso, nekdo jih mora narediti, ne. In je fino, ko se kdaj en drugemu rečeva hvala. Wow. Ja. Dobro Mislim, se počutiš. Te zahvale te izredno dvigujejo. Jaz ugotavljam pri mojem življenju, vedno tisto, ko me je pohvalil, vedno sem hotel še boljše mu narediti. Ne samo žena, pač ostali, ne, tudi, ne vem, da sem se hotel še boljše dokazati, da tisto, ko me je pohvalil za zdaj ali pa za moje pretekle dejanja, da ima tudi prav za prihodnost. Ne. Se pravi, da tudi njegovo to... Si mu hotel potrditi to vero, ki je položil vate za zahvalo. Ja, absolutno te to požene naprej, ti da tiste lan za naprej. Ne. Hvala, sem pomemben, ne, v njegovem življenju, ker sem jih zahvalil. Ne. Sem se zdaj vredno. Zdaj padajo noter odzivi poslušalcev. Hvala, odlična sta. Hvala za čudovito zgodbo, za nov zagon v življenju. Oba žarita in ostanita sončka. Potem pa še velja pravilo v življenju dveh oseb. Tudi če skozi dan pride do kakšne žal besede, se je treba potruditi, da se zvečer na posteli vsaj nožna mezinčka dotikata. Bravo, Anton. Odlično. Vsaj to. Midva načeloma res ne gremo sprekano spat. Tu je sicer moram Jureta pohvaliti, to je on zelo ustrajen v tem. Jaz bi še kdaj šla po žensko strmana, ne? Ne bom se pogovarjala, ne? Ampak je hvala Bogu Jure tako ustrajanja, da to se bova zmenila. Všeč mi tudi, ko imate toliko fajn to vlogo, veš, tako ti si pač bila pripravljena sprejeti njegovo moževsko vlogo, ti pa njeno žensko ali pa ženino, ne? Tako to se mi zdi pa brez nekega prepucavanja, kdo bo kaj, tako na tega čutim, da pravama ni mi je zelo všečno. Ja, sam je to tudi naravno prišlo. Pa zato, ker sem se tako mlada poročila. To, da sem se to pač razvijala tako. Vedno smo v takšni situaciji bila, ne. Tudi jaz sem naravno dosti tehničen tip, ne. Pač osebnostno sta tudi taka, da si pašete na ta način. Recimo, ne, jaz urejam te stvari, ne, ki pač jih klasično moški delajo. Ne. In ona lahko zaupate. Jelka je pa fajn kuhati, ne, je fajn kuhati. Pa ne, res. Mislim, in mi ona tudi pove, ne, in jaz si tudi zahvalim, kako se ti da, pomivati posodo, kuhati. To jaz rada delam, ne, in se ji zahvalim za to, ne. Ja, to je pomembno, ja. Odlično. Neč bomo počasi zaključili, ne? Bili smo skoraj uro pa polno. Res, to ja. Tako, ampak res dobro, no. Sem hvaležen za to, da sta si vzela čas, da sta tako dobro povedala to res. Hvala za povabilo. Ja. Za zaupanje. Čast nam je prav čas, da smo tukaj otvorili. Ja, ni samoumevno, ne? Res krasno. Vabim tudi poslušalce, ki imate zgodbe za povedati naprej. Najna ni nič kaj posebna, ampak se mi zdi taka standardna zgodba, je pač lepa zgodba, ki je pogledana z dobre strani. Tako, če znaš pogledati z prave strani. Ja, bolj to je. Pridite, povejte še vaše zgodbe, ne? Na teh stolih je super sedeti, vrhunsko, še bi sedel, pa bom še, tudi potem, ko se bo zaključila. Super. Res, hvala.